Lepo pozdravljeni vsi in moram reči, da pa priznam, da vidim prvič tako polni konzorcij. Torej gre za avtorja, ki ima zveste sledilce, poslušalce, ki odpira očitno teme, ki vznemirjajo Slovenijo, vse vas. In moram reči, da sem danes prav počaščena, da sem na tem dogodku, da lahko to vidim in doživim. Seveda gre za Marjana Ogorevca, ki je avtor številnih knjig in mislim, da sem večino prebrala, mogoče kakšno eno, dve nisem. Z njim sem se že velikokrat pogovarjala in je seveda z njim vsak pogovor, vsak sleherni pogovor dogodek oziroma en tak izlet v tiste poljane, ki jih imam jaz najrajši, razmišljanja, raziskovanja, podiranja meja, tabujev. Tako da, dobrodošli vsi na tem dogodku. Dragi Marjan, en velik aplavz. To se ne sliši, ne? To se sliši. Mojega bom jaz nekaj. To se posliši, ne? Ja, torej, hvala Zvezdana za to najavo. Mi smo res večkrat že skupaj in temu, kar jaz počnem, torej jaz cel sem en dogodek, ne? Že od otroštva sem dogodek, ampak ta knjiga je pa posebej razburkala slovensko javnost, namreč povzel sem nekaj v tej knjigi, s čimer se mnogi ukvarjajo, tudi nekatera manjši članki so išli na to temo, vendar nihče ni tega povezal globalno oziroma širše od prvih prihodov nezemljanov na naš planet, pa do tega trenutka, do tistih, ki živijo med nami, ne, takšnih je kar nekaj, ne, torej izhajam iz svoje terapevtske prakse, 30-letne, pa tudi prakse mojih učencev, ki prepoznavajo, rešujejo težave tistih, ki niso dovolj prizemljeni, ki so nezemljani, oziroma jaz bolj previdno rečem, to so tisti, ki imajo nekaj izkušenj iz življenj na drugih planetih, v drugih dimenzijah. Seveda, to, kar jaz pišem, kar govorim, to ni uradno znanstveno, ne? Torej, nisem antropolog, nisem sociolog, nisem arheolog, ampak na nek način se dotikam tiste vzporedne znanosti, tiste, ki običajno znanost da v pseudoznanost, ne? Torej, znanstveniki imajo ful dobro rešitev za vse tiste, ki govorijo, pišejo, delajo v nasprotju z uradno uveljavljeni znanstvenimi ugotovitvami, splošno sprejetimi, to imajo en velik koš, ki mu rečejo pseudoznanost in tam zmečejo vse. To ste videli tudi v času covida, torej eni znanstveniki so imeli dovoljenje, da govorijo javno na televiziji, torej resnico o covidu, pustimo zdaj, ali so imeli prav ali ne. Vsi drugi, pa najbolj to znanstveniki, zdravniki, specialisti, ki se spoznajo na to zadevo pri nas in v tujini, niso pa vrgli v ta koš pseudoznanosti in niso mogli priti do veljave, zdaj pa lahko, ker zdaj pa ni več nevarno, ne? Torej niso več nevarni, zdaj pa lahko pišejo, ne? Ja. Tako, ti boš stal, jaz te bom sedeti spraševala, ali kako? Ja, kakorkoli, torej jaz bom poskrbel zase, ti pa daj zase. Ne, da nisem nespoštljiva, če sedim, mislim. Ne. Jaz imam pa petke, pa celo uro ne morem stati, ne. Če bi se lahko sezula, ampak ja. Sem na knjigi sezuta. Je mama rekla, če nisem imela začevle. V glavnem, pravzaprav si sam začel to, kar mene najbolj zanima. Mislim, zakaj ta knjiga, zakaj pisati o nezemljanih ravno v tem času? V tem času, ko vidiš, da je tako velik dvom, ko se svet deli na zelene, črne, še bolj na desne, leve in tako naprej. Zakaj ravno v ta čas ta vsebina, ki je seveda izjemno provokativna in ne moramo noben, ne glede na to, da naprimer, to bom zdaj povedala, ko si imel intervju v Nedelu, so moji intelektualni prijatelji zagnali Vik in Krik, ne, in so skoraj leteli s
stolčkov, z kakšnih funkcij, kjer so si pač dovolili nekaj takega napisati. Ampak niti ni to tako zelo važno. Pomembno je, da je ta tema v bistvu vas čas ždi, ampak zakaj zdaj? Kaj si hotel s tem povedati? No, eno je tisto, kar si omenila, torej, če se delimo, se potem delimo še na zemljane in nezemljane, torej temu dodamo, te razdelitve nismo zaznali v družbi. Torej, dejstvo je, da tudi uradno, torej tudi vlade kot ameriška vlada vse bolj prihajajo na površje, torej informacije o tem, da so se njihovi vojaški piloti srečevali z nezemljani, NLP-jem, torej plovili, ki jih ne morejo identificirati, ki jih ne morejo uvrstiti nikamer. Tudi NLP je lahko tudi zemeljsko vozilo, ki ga neka vlada torej je izdelala, izpopolnila in služi za neke namene. Neznani leteči predmeti. Ja, ampak predvsem pa mislimo to na tiste, torej, ki prihajajo sem na zemljo. In tega je vse več se govori o tem. Seveda, mediji so svoje prinesli, tudi prispevali k temu, torej danes je vse, takoj ko se nekaj objavi na spletu, je dosegljivo povsod. Seveda, 50 let nazaj, ko ni bilo interneta, če je bila še tako šokantna vest, torej sporočilo, so to zaznali bralci Dela ali pa bralci Ljubljanskega, torej Dnevnika ali pa ne vem, v nekih knjigah je bilo to zapisano, ampak kdo še bere knjige, veste, koliko procentno malo ljudi prebere sploh kakršnokoli knjigo. Torej ljudje ne berejo, jaz pogosto dam komu za darilo knjigo, pa pravim, a boš bral? Ne, gled, mladi ljudje, 40 let, ne, mi to ženo ne beremo knjige, to bomo počela, ko bomo v penziji, Ja, čist zares, ljudje ne preberejo sploh knjige nobene, Jaz si recimo mimogrede kakšne 3 na mesec, pa eno napišem na leto, Ampak, pač, ker me to zanima. Skratka, o tem se veliko govori, ampak vse bolj se sprašujemo tudi o tem, recimo, če že pogledamo sumersko civilizacijo, torej uradna zgodovina piše o sumerski civilizaciji. Če pa pogledajo nazaj, pa nimajo čisto nobenega odgovora, da sumerska civilizacija nima preteklosti. Preprosto je nima, nikjer ne morejo nič zaslediti o tem, torej sprašujemo se, kako je lahko ena civilizacija v trenutku, zgodovinsko gledano, v trenutku nastala. Imajo razvito arheologijo, matematiko, astrologijo, poljedelstvo napredno, torej vse to imajo družbeno ureditev, torej imajo vodenje, torej elit, ki vodijo vse to skupaj, imajo bančni sistem, pobirajo davke, torej to je neverjetno, vse to so ustvarili kar naenkrat, torej samo po sebi se ponuja torej rešitev, da je moralo biti v ozadju nekaj od nekod drugod. Seveda, tisti nabiralci in lovci niso mogli začeti kar astronomske izračune, pa ne vem kaj, matematiko, pisavo so imeli, neverjetno. Torej, danes beremo velik del informacij, ki jih jaz podajam v tej knjigi, izhaja iz klinopisa na glinastih ploščicah, sumerskih, akadskih, ki jih danes lahko tudi berejo. In tam je vse zapisano, do potankosti je zapisano. Od tam so torej iz te zgodovine sumerske so potem prepisali v knjige Stare zaveze, ker podobno to piše vse skupaj. Torej vse je zapisano o tem, da so nas obiskali nezemljani, to so bili takrat Anunnaki, torej na tem delu. Zakaj sem si izbral samo njih? Zaradi tega, ker v knjigi ne moreš obravnavati vse civilizacije, ki so prihajale od nekod po celem svetu, zaradi tega, ker je to preširoko. To nam je pa najbližje, torej najbližje del nam je ta, torej Bližnji vzhod in ta del, in to je vse zapisano v teh knjigah. In predvsem me je spodbudil k pisanju Mauro Biglino. Zapomnite se, to so v slovenščini ni prevedenih njegovih knjig, drugače Hrvati pa Srbi imajo že nekaj. Jaz imam 2 hrvaške doma. Torej, Mauro Biglini je bil uradni prevajalec Vatikanske založbe San Paulo. Torej, on je prevajal iz stare grščine in stare hebrejščine, je prevajal Sveto pismo. Torej, in ta založba Vatikanska mu je izdala 17 knjig, dokler niso pogruntali to, da se te originalni prevodi sploh ne skladajo z uradnim svetim pismom.
torej staro zavezo. Kaj je stara zaveza? Stara zaveza je zaveza ljudstva, ki se je zavezalo in je sprejelo Jahveja kot enega od bogov, od Anunnakijev, ki se je spustil na zemljo in je bil zadolžen za ta del sveta. Drugi, njegov kolega Anunnaki je bil zadolžen za egipčansko kot Egipt, tretji je spet za Indijo, pa za Kitajsko, pa recimo v Srednji Ameriki Virakoča in tako naprej. Torej, veliko je bilo teh, ki so vladali zemljo vladali, ne? In oni so tudi, to pa piše direktno, ko se prevaja pravilno v knjigah Stare zaveze, oni so bili tudi tisti, ki so ustvarili, genetsko ustvarili homo sapiensa iz primitivnega človeka. Torej, oni so ustvarili pravzaprav Adamita. Adamit pomeni, to je ta človek sodobni, ne? In Evo seveda, najprej so ustvarili, ker so oni bili kolonizatorji. Kolonizatorje mi poznamo, ne? Evropa je cela sestavljena iz kolonizatorjev. To ljudje pozabljajo, ne? Pozabljajo tudi, jaz se včasih pogovarjam z ljudmi, ko pravijo, zakaj se tako očitno ne postaviš na stran Američanov in Evrope, na svetlo stran v primeru torej, rusko-ukrajinske vojne. Torej, kaj pa je svetla stran? A je svetla stran Američani, ki napadajo cel svet, ki so bili v Iraku, ki so bili v Vietnamu, ki so bili v Koreji, ki kolonizirajo vse skupaj. A je svetla plat evropske države velike, ki so v 500 letih kolonizirale cel svet, uničili civilizacije, uničili kulture, njihove verske sisteme in s pomočjo Vatikana vsilili katolištvo veru, naprimer, ne? Torej, ne moreš reči, kaj je svetlo, kaj je temno, v resnici lahko samo sprejmeš eno in drugo. Vam bom dal primer, kaj pomeni boriti se na strani svetlobe ali temi, torej, da preferiraš eno in drugo. Recimo, imam prijatelja, ki deluje dol v Srbiji, oni imajo eno votlino, ki jo imenujejo od Svetega Save, to je bil en njihov svetnik, ki je torej zelo znan. V tej votlini se nahaja veliko različnih entitet, ki jih oni imenujejo torej hudičeve in ne vem, takšne ali drugačne, in preizkus za svečenika je, ali je sposoben preživeti noč v tej, da ne znori. Veste, kdo lahko samo preživi? Tisti, ki je popolnoma neutralen, ki zmore sprejeti levo in desno temo in svetlo. Torej, ki nima nobene agresije v tem, ne? Torej, in to je tudi pri nas tako, ampak ti kolonizatorji torej prihajajo od Anunnakijev. Anunnakiji so se po nekaterih virih, o tem si lahko preberete od Sitchina, sicer v knjigi navajam vse te vire, torej nekatere se referiram, on pravi, približno 400 000 let nazaj so prišli na naš planet, ga kolonizirati, in približno 500 leti pred našim štetjem ni več nobenega od teh kolonizatorjev na Zemlji. Torej so šli in jih to ne zanima več. Zakaj? Mogoče so našli nek drug planet, ki je bolj zanimiv, mogoče pa mi ne sodelujemo več, ne? In oni so bili prvi kolonizatorji, oni so tudi, ko so ustvarili človeka, torej homo sapiensa, so nas programirali. En del so programirali, torej elite. Kaj pomeni elita? El je človek na zemlji, ki se je razglasil za Boga. Elite so tiste, ki mu služijo na račun tistih pod sabo. In so ustvarili elite, ki so Bogom dani, kraljevske družine, to so svečeniki, to so bankarji in to so tisti, ki vlečejo, torej, lahko bi rekli, dinastijsko vejo skozi do današnjega časa, in drugo so navadni ljudje, ki so programirani, da so sužni, da so pridni, poslušni. A vam to kaj pove, torej slovenske vrednote, pridn in poslušen. Torej, jaz rečem, da je to včasih je to dobro, včasih je pa tudi otrokom reče, mi se hvalimo, moj otrok je pa tuk pridn, moj otrok je pa tuk poslušen, vse posluša, kaj mu rečemo, ne? Ampak jaz rečem, da lahko velik butl, ki je dovolj pridn in dovolj poslušen,
lahko na 3 doktorata in potem vlada nekje deluje na mestu, kjer lahko vlada. Ne? Torej, ta pridnost in poslušnost ni dobra za večino ljudi. In tako smo programirani bili, jaz ne več. Ne? V knjigi navajam, kako se rešiš tega programa, kaj je potrebno narediti, da se osvobodiš sam proces, da nisi več poslušen, da si svoboden. Seveda, tudi kot povsod je tudi tu kvaka. V čem je štos? V tem, da če želiš biti svoboden, potem ne smeš hrepeneti po akademskih titulah, ne smeš hrepeneti po položaju, ne smeš hrepeneti, da imaš veliko denarja, po vsem tem, zaradi tega, ker si takrat, kaj? Sužen. Torej, če si ujet v sistem, ki ti omogoča biti bogat, potem si sužen. Kaj? Ja, sužen elit. Ne? In torej, še danes delujemo ljudje tako, kot so nas programirali, seveda se vsak toliko časa nekaj ljudi osvobodi, dojame in ti štrlijo ven. In taki niso fajn za družbo. Taki niso fajn za družbo, tega, ker štrlijo kot žebelj iz veliko žebljev, ki so zabiti, in ti, ki želijo nas na nek način, zdaj pa sem začel govoriti kot politik, ne? Ki nas želijo na nek način utišati, vdarijo s kladivom po tem žeplju. Ne? Takrat se je začela tudi eugenika. Veste, kaj je eugenika? Izboljšati človeka takšnega, kot je. Torej, začeli so z genetskim inženiringom, so nas izboljšali takšno, kot smo. Potem, če preskočim sumerske čase in te stare grško, torej egipčansko civilizacijo, v grški civilizaciji veste, kako so izboljševali človeka? Vse hendikepirane in bolne otroke so vrgli v brezno. Torej, to je dejstvo, zgodovinsko. Ne? In ti ljudje, takrat so se širili samo dobri geni. V Rimu so starši hendikepiranega otroka morali lastnoročno zadušiti, da ne bi širil slabe gene. Potem pa, če preskočimo torej vso to, recimo srednji vek in gremo naprej, ker vsako vsem ne morem govoriti, ne, ampak v knjigi bolj to natančno opišem, potem imamo največji eugenik vseh časov je bil Hitler. Torej vse tiste, ki bi potencialno širili slabe gene, to so pa Romi, Židi, Slovani, hendikepirani tako ali drugače, torej Nemci, za tiste so imeli končno rešitev, so temu rekli. Ne? To je bila eugenika. In to so tako naredili. Eugenika po drugi svetovni vojni, Amerika, skandinavske države, Japonska, o tem se malo ve. Oni so imeli zakonsko urejeno kriminalce, tiste, ki so umsko prizadeti, so torej naredili neplodne. To je bilo zakonsko določeno. Da se njihovi geni ne bi širili. To so naredili. Potem imate pa še samo, to bi bilo smešno, če ne bi bilo tako grozljivo, po naši osamosvojitvi se je naša takrat vladajoča struktura odločili, da bojo izboljšali slovensko populacijo tako, da bojo vsem, ki prihajajo iz juga, prerezali osebne izkaznice. Izbrisali, ja. Izbrisali. To je bila njihova ideja. Torej niso pa izbrisali Nemcev, ki so prihajali sem, niso izbrisali Italijanov, Mađarov in tako naprej. Torej, to je tudi eugenika. In seveda danes se eugenika nadaljuje z raznoraznimi genskimi manipulacijami, torej smo že sposobni združiti človeka in žival, to so Kitajci že naredili, torej mačja glava, človeško telo, to so že naredili, ne? Lahko združujejo živali in rastline in marsikaj od tega jim je dovoljeno, pravzaprav ni dovoljeno, ampak neuradno pa to počnejo. Ne? In posegajo v naravo, zdaj narava bo odgovorila tako ali drugače, ampak to ni moje, ne, da bi govoril o tem, kako to napraviti. Ne? In to je v bistvu, mogoče tu odgovor na moje vprašanje, zakaj si napisal to knjigo. Se pravi, nekaj gre zelo zares zdaj v tem trenutku na Zemlji. Ja, gre zares za tega, ker smo mi, torej, to, da imamo internet, nam omogoča, da vemo vsi o tem, kaj se dogaja, ker včasih se o tem ni vedelo, da začnemo počasi razumevati, odkot agresija v nas.
odhod potreba po agresivnemu razreševanju konfliktov, ki se vlečejo skozi zgodovino ves čas. Samo orožja se menjajo in načini, kako ljudi eliminirajo, kako jih ubijajo, razselijo in tako naprej. Samo to se menja, ne? Ampak mi smo v resnici tehnološko strahovito napredovali, nismo pa napredovali torej, v etiki, ne? Torej tu pa nismo napredovali, ne? Sej, ta naravni transhumanizem. Transhumanizem pomeni izboljšati človeka, narediti boljšega. In če ta transhumanizem gre skozi dolgo obdobje, s tem, da postajamo boljši ljudje, čisto vse eno, ali molimo, ali ozaveščamo, ali delamo na tem, da bi pomagali drugim, to je naravni transhumanizem, ki omogoča, da postajamo vse bolj sposobni, ampak tudi bolj etični, zato ker gre postopoma naravni. Torej, sodobni transhumanizem, to je Elon Musk in kompanija, torej pa želijo transhumanizem izboljšati človeka s pomočjo tehnologije. Torej, to je pa ta sodobni, ki je pa zelo nevaren, ker nas bojo, lahko se bo zgodilo, da nas bojo hitro ujeli v to, da bo umetna inteligenca odločala o tem, kaj ti smeš, kaj ti ne smeš, kam lahko greš, kam ne moreš greti, ni gotovine, plačaš s kartico, umetna inteligenca tam malo pogugla in pravi, glej, Ogorevc ga zadnjič biksal, ko je govoril proti, ne vem, nekemu vladnemu uslužbencu, in torej on ne more v kino, on ne more v samopostrežbo, on ne more tankati. Torej, to je kar hitro lahko. Že danes se nekateri uradniki obnašajo kot umetna inteligenca. Torej, pokličeš, ja, če želite to, pokličite ena, če obrnete. In pokličeš tam se nobeden ne javi. In tako naprej. Nimaš, torej, tudi če gre kaj narobe, nimaš na koga kričati, ne moreš se pritožiti, ja, nič ne moreš, ker si popolnoma nemočen. To je že del, tak dela umetna inteligenca. Zdaj, jaz sem gledal eno oddajo znanstveno, japonsko-kitajska. Japonci imajo take male možice, take polmetrske, ki jih kupujejo te starejši Japonci, ki so sami doma, ker se pogovarja z njimi, normalno, čist komunicira. In najprej pridejo 3 kolegice od te ženske, on pogleda in vpraša, kako ti je ime, kaj te boli, kako se počutiš to, in vse 3. Naslednjič, ko pridejo, on pogleda, Micka, tu si, a te še koleno boli, a je še to, a je še to. Torej, povsem odgovarja na, to je podobno kot danes, nekateri ste se inštalirali to umetno inteligenco, GTP, ali kak se imenuje, ne? In potem se spomnil ta znanstvenik, ki je rekel, zdaj ga bomo pa vprašali, kako bi reševal resne probleme. Pa ga vprašaj, imamo 100 ljudi s COVID-om, ne, 100 ljudi imamo na kupu. Eden ima COVID, kako to rešiti? On samo pogugla in pravi, ubiti ga je treba in potem nimate več nobenih težav. Ja, umetna inteligenca nima etike, ne? Ona pač rešuje zadeve, ne? Ampak tako tudi mnogi ljudje rešujejo, ne? Jaz sem, zdaj, zelo te poslušam, in bom zdaj malo provokativna vprašanja spraševala, sej radite malo, pa hvalimo te itak vaš čas, ne? Tako da, veš, razmišljam nekaj, da človek, tudi jaz se s tem vprašanjem ukvarjam, odkot, zakaj človek ponavlja ene in iste napake. Jaz delam zdaj eno predstavo, iz leta 35 je tekst, je isti, kot če bi ga danes kdo napisal, čist isti, nič se ni spremenilo. In me seveda zanima, zakaj se mi ne razvijamo. Ampak, a nismo zdaj mi spet naše enega od zunaj, ker pri človeku je vedno en drug kriv. To se pravi, da zdaj so pa tele vesoljci krivi, da smo mi taki. To je nasplošno. Torej, itak ljudi ne moreš kar tako deliti na 2 dela, ampak da si pomagam s tem razumeti ljudi, potem jih razdelim na 2 dela, na 2 razreda. Tisti, ki so v 1. razredu, tisti pravijo, drugi so krivi za moje težave, ali je to družina, ali je to partner, ali je to delodajalec, ali je država, kdorkoli, in drugi so dolžni meni pomagati pri razreševanju. Zdravnik me je dolžen pozdraviti, država mi je dolžna zagotoviti pogoje za delo in tako naprej. Tisti, ki so v 2. razredu, so pa že toliko dvignili svojo zavest,
da se sprašujejo, torej, s čim sem jaz prispeval k temu svojemu stanju, bolezni, slabi odnosi in tako naprej. In te tudi v drugem razredu tudi se vprašajo, kaj lahko jaz spremenim pri temu, kako lahko jaz tvorno sodelujem z zdravnikom, s terapeutom, svetovalcem, komorkoli, in torej je izboljšava stanja, če lahko tako rečemo, je bistveno boljša, bolj učinkovita, kot pa pri tistih ta prvih. Ne? In v tem je torej stanje naše zavesti se mora spremeniti, da bi mi razumeli tudi drugače, da bi se nekaj naučili. Ampak to stanje zavesti lahko primerjamo, recimo, da imamo eno stolpnico. Torej, metaforično gledano oziroma alegorično, tisti, ki so na nizki ravni zavesti, živijo v kleti. In tisti gledajo skozi kletno okno in vidijo samo ulico in oni mislijo, da obstaja samo to, nič drugega. In samo to jih zanima. Tisti, ki so na visoki ravni zavesti, so na nekem štuku že gor višje, oni vidijo pa tudi celo mesto in imajo širši pogled. To je tudi tista zgodba o žabah in mlakah. Poznate to zgodbo, verjetno. Torej, prva žaba se hvali, torej, moja mlaka je tako velika, da moram ful močno skočiti, da skočim na drugo stran. Druga pravi, kaj to ni nič, jaz moram 3-krat skočiti preko svoje mlake. Četrta reče, ja, jaz pa 10-krat. Peta pa pravi, moja mlaka je tako velika, da so vse vaše mlake v njej in jaz sploh ne rabim nikamer skakati. In veliko ljudi, ki razmišljajo, da je v okviru svoje mlake in tam tudi edino razumemo. Torej, mi ne moremo razumeti nekaj, kar ni na naši ravni zavesti, kar mi razumemo. Recimo vam dam primer iz terapije. Če nekomu rečeš, zato ker ves čas obsojaš, torej ljudje, ki ves čas obsojajo, imajo v sebi program, aplikacijo obsojanja. Obsojajo vse po vrsti, vedno najdejo kaj. Tist, ki je na dovolj visoki ravni zavesti, to razume in tega ne bo več počel. Tist, ki pa ni, se pa sprašuje, zakaj nimam pravico obsojati, a ti vidiš, kakšni so ti ljudje. Jaz pa pravim, gospa, drugič, ko pridete, prineste meter, s katerim merite, pa bomo skup zmerila. Torej, metra pa ni. Ne? Metra pa ni. Ja, jaz sem visoko moralna. Seveda, moralni ljudje so, pa mu uporabil besedo zajebani, najbolj zajebani. Zaradi tega, ker moralni mislijo, jaz sem boljši kot so drugi, jaz sem nekaj več in jaz lahko obsojam druge ljudi. To so, jaz če se spomnim, torej iz moje vasi, torej najbolj so opravljale tiste ženske, ki so bile vsak dan v cerkvi, tiste, ki so se predstavljale, da so globoko verne, ampak so tudi obsojale vse po vrsti. Ne? Prosim? Ja, naprimer, kako se naj človek postavi, ti si rekel, nas upravljajo elite in tako naprej, ampak mi jih vsi obsojamo, vse posod berem to. Kako pa naj pa do tega, se pravi, nekdo nas upravlja, mi smo njegovi sužnji in kako zdaj mi naj to s tem, kaj, vse posod? Ja, torej, če imam koristi, torej jaz imam koristi od tega mobitela. Brez njega pravzaprav skoraj ne morem. Meni nekdo reče, ja, ne morem, torej mobitel je odveč. Probaj delati brez mobitela. Ne moreš več, ne? Torej se noter. Torej jaz imam koristi od tega in nimam pravice to obsojati. Torej jaz sem se prepustil. Lahko grem pa živeti v neko luknjo, nekje v naravi, imam 5 ovc in ne vem, še kakšno kozo, da ne bo dolg čas in ne rabim mobitela, ne rabim nič. Ne? Torej nimaš pravice obsojati, ne? Če vozite avto in obsojate naftno industrijo, ja, radi bi vozili čim bolj poceni, da je benzin in nafta čim bolj poceni. Poceni nafto in benzin lahko naftna industrija zagotovi kdaj? Ko zlorablja naravo, ko zlorablja te ljudi, te delavce, ki tam delajo in čim bolj poceni to naredi. Torej, a jih lahko obsojaš? Ne, ne moreš. Pusti avto, ne voziti več avto in potem bo ok. Ne?
Obsojajo, ne vem, nuklearko obsojajo. A lahko brez nuklearke mi v Sloveniji zdaj živimo? Nimamo dovolj energije, ne? Nimamo je. A imamo alternativo? Ja, pa dejte vetrnice, pa to. To je tako malo. Dejte, recimo, če bi, ampak to govorijo ljudje, ki zares ne razumejo stroke. Govorijo, če bi vsi vozili zdaj električne avtomobile, bi bil zrak čist in tako naprej, v ozadju pa električno energijo dobivamo iz premoga. Wow. Poveči vseeno, pa lahko vozimo avte na premog. Pa bomo isto, ja, uničevali. Drugo je, da naš energijski sistem, tega ljudje sploh ne razumejo večinoma, je tako ranljiv, da če bi 50% avtomobilov zamenjali za električne, pade energijski sistem. Tudi tega nimamo, ne? Torej, nimaš pravice obsojati zaradi tega, ker enostavno ne razumemo celote in ne vidimo celoto. Zaradi tega to ne moremo narediti. Pritožujemo se nad medicinskim sistemom oziroma zdravstvenim sistemom. Pojdite malo v Indijo, v Nepal in tam Peru in tam, pa boste videli, kak imajo oni, kakšen sistem imajo. Sistem, ki je samo za elite. Vladne uslužbence, vojake, policaje. Drugi, ja, kaj, narava poskrbi za tiste, ki ne zmorejo. Na ulici umrejo, ne? Tako da, marsikaj je treba širše pogledati, pa boste videli, kako to funkcionira. Naslednje vprašanje, prosim. V tem zdaj vidimo, da je v bistvu biti človek zelo zahtevno in zakomplicirano in sploh ni enoznačno. Jaz sem imela prijateljico, ki si ti enkrat rekel, da je Siriusa in ti bom rekla nekaj. Ona je meni od takrat naprej vsakokrat, kadar kaj ni šlo in kaj ni bilo dobro in nikaj ni rata, ali rekla, lejte, jaz sem Siriusa, tako pač to je. No. Zdaj pa idej to knjigo prebrati, pa si bo prebrala, da tisti, ki prihajajo, rečemo, z Siriusa, težko je poimenovati, odkot prihajamo, zaradi tega, ker je milijardo galaksij, pa milijarde sonc, pa milijarde planetov, na katerih je možno življenje, pa življenje ni samo, mi si predstavljamo, da mora biti življenje v takem telesu, ko ga imamo mi, torej kot vplivo. Življenje je lahko tudi na tako redkih energijah, da je nevidno, ne? Torej živimo v neke vrste z eteričnimi telesi, ne? Jaz poznam ta vrsta življenj. In torej tisti, ki prihajajo kot nezemljani k nam, praviloma imajo višje sposobnosti, torej večjo moč imajo, večjo moč vpliva na druge ljudi, edino njihov problem je v tem, torej pri večini, da niso dovolj prizemljeni, torej niso sprejeli življenje na zemlji. Zakaj ga niso sprejeli? Ker jim to nihče ni povedal. Da ste slišali kdaj za kakega psihologa ali psihiatra, da je povedal, gospod, vi ste pa niste zemlje, zaradi tega imate težave, zaradi tega ste torej depresivni in tako naprej. Torej jim to ne povejo. Ko se pa prilagodijo, zavestno vzemljijo, vzemljitev tudi pomeni, da je pretok energije skozi tebe, ne? Torej, tako imenovana axis mundi, povezava zgoraj spodaj, absolutno in zemlja. V tej povezavi, če nismo prizemljeni, ne teče dovolj energije skozi nas, nimamo fokusa, smo razpršeni, torej, cel kup zadev se nam dogaja, imamo slabši imunski sistem, in veliko stvari še drugih. Ko to naredimo, potem se kar naenkrat naš svet spremeni. Notri v knjigi, tisti, ki boste brali, torej imate veliko takih resničnih primerov. Največ primerov je iz šole za bioterapeute, v kateri predavajo. To so nekateri so zdravniki, inženirji, imajo svoje firme, torej resni ljudje, ki se ne izmišljujejo kar nekaj, ne? In oni pričajo o tem, torej kaj se je dogajalo prej in kaj se jim dogajajo potem, ko so včasih je potrebno peljati v regresiji v neko od prejšnjih življenj, ki ni na zemlji. Največkrat to ni potrebno narediti, ampak se prizemljijo. Počutijo se pa nekako tako, kot da vas zdaj vržejo tam centralno Kitajsko, da ne poznate jezika, da ne prebavljate njihovo hrano in ste neprizemljeni tam, ne morete funkcionirati, dokler se ne
adaptirate, torej ne prilagoditi. Ne prilagodite. To je problem pri teh nezemljanih. Veliko ljudi, torej veliko otrok je takih, zdaj sem jaz sicer terapij ne delam, tako da ne pomisliti na to, ampak torej včasih sprejmem koga, zdaj sem imel prejšnji teden 2 otroka, 10-letnika, ki nista zemljana, dezorientiranja, ne želita hoditi v šolo, torej njihova komunikacija je taka, da se učitelji in starši zgražajo, ne vejo, kaj bi z njim naredili, in ko ga prizemljiš, oni to razumejo, se kar naenkrat postavijo. Seveda rabijo čas, da začnejo drugače funkcionirati, zato ker mi pretežno funkcioniramo po naših navadah, vse, kar počnemo, ne vse. 90% delamo avtomatsko, torej po navadah, in te navade, ki so si jih pridelali s tem, ko so se recimo 5 let obnašali čudno, se morajo zdaj navaditi drugače funkcionirati. In to je velik problem, torej navade. Ravno tako kot nekdo, ki obsoja vse po vrsti, on ima v glavi algoritem, oziroma lahko bi rekli nek program, ki ga vodi v to, da obsoja vse po vrsti. In če se tako navado, potem to avtomatsko počne, tako kot avtomatsko vozimo avto. In ko ta program z ustrezno terapijo odpravimo, potem se mora pa zavestno naučiti drugih veščin, da ne bo več avtomatsko obsojal partnerja, otroke, sosede, ampak bo rekel, bo sočuten, pa bo rekel, razumem te, vidim te, torej rabiš pozornost, rabiš energijo, te sprejemam tako, kot si, ker vem, da ne zmoreš drugače. In ko bo to velikokrat naredil, bo to postal avtomatski odziv. Ampak zato, to se pa ne zgodi samo po sebi, zato se pa potrebno potruditi. In nezemljani hitro kapirajo, hitro se učijo, bistveno hitreje kot običajni ljudje, pa ne mislim s tem, da so običajni ljudje, torej za tega, ker so drugačni kot nezemljani, da so manj vredni ali pa karkoli. To sem te hotel vprašati. Preprosto drugače funkcioniramo. Tako... To pomeni, da zemljani so slabi, to sem te hotel prav vprašati, a so bolj navadni, bolj preprosti zemljani, kot nezemljani, oziroma... Ne, niso, ampak nezemljani imajo neke veščine, neke sposobnosti, predvsem delovati v nevidnem svetu, v kvantnem svetu, bolj razvite, kot imajo drugi, torej navadni zemljani, ampak tudi med navadnimi zemljani, seveda sem prej govoril o žabi in mlaki. Torej, nekateri živijo v mali mlaki, nekateri živijo pa v veliki mlaki. Ampak to ne pomeni, da tisti, ki so izobraženi, živijo v veliki mlaki, tisti, ki pa niso izobraženi, v mali mlaki. Žal je včasih ravno nasprotno, tisti, ki so zelo izobraženi, ki vejo ogromno o zelo mali stvari, oziroma tisti, ki pa največ vejo, pa vejo ogromno o nič, ker so se čisto zožali, torej na eno pikico, in so zelo omejeni v svojih razlagah in jim grejo lasi po koncu, ko slišijo karkoli drugega. Gledal sem zadnjič na History programu v Egiptu, konferenca egiptologov, svetovnih egiptologov, bilo jih 200-300, in en zelo znan, najbolj znani egiptolog, Egipčan, vedno s klobukom se predstavlja, mogoče kdo, ki je že zaznal na televiziji, je poslušal predavanje svojega kolega iz neke druge države, ki je omenil, ki je rekel, morda pa gre razmisliti, da so piramide starejše kot 4000 let, morda gre razmisliti o tem, da so nezemljani pomagali pri tem. Ta največji strokovnjak na svetu se je vstal in je rekel, zaničujem te, ne želim te niti poslušati, in je zapustil konferenčni prostor. Pol vidite, koliko je to zaplankano, koliko je to, on v tem, seveda on brani sebe, brani svoje akademske titule, brani vse to, ker bi moral spremeniti. Tako ravno tako moje mnenje o bosanskih piramidah, veste, tam v bosanskih piramidah je vse na nek način kaže na to, da so stare tudi 30 000 let ali pa še več, vendar Osman Agića, torej ga težko stroka sprejema, zato ker jim kvari
že splošno veljavni dogovor, da so egipčanske piramide največje, najbolj popolne in tako naprej. Ne? Obstaja tega še po celem svetu, povsod. Tak da, ja. Ja, jaz sem ga imela v oddaji, pa ta oddaja ni nikoli zagledala luči sveta. To pomeni, da je res tako, sem jaz videla, da je res odpor. Ampak kaj je zdaj? A je odpor tisti pravi odgovor? Se pravi, da se začnemo upirati, oziroma da se upirajo, ali se ti zdi, da je evolucija tudi v naših odnosih, da se bo to en dan sprejelo, ali ne, ker na koncu koncev, ko sem brala tvojo knjigo, kljub vsemu vidim, da ti ne izključuješ evolucije. Ne, evolucija deluje, ampak deluje tudi, torej, če pogledamo, recimo, vzemimo zdaj darvinizem, ne? Torej, darvinizem, seveda ga lahko dokazujemo na nekih mikroorganizmih, na rastlinah, na živali, ne pa na človeku. Torej, človeška zavest, torej, kaj smo mi pravzaprav. Izhajamo iz tega, moja prava narava je kaj? Zavest, ki je del neskončne zavesti ali božanskega, kakorkoli to sprejmete, in se kot individualna zavest uteleša in uporablja telo in za doživljanje izkušenj. To je moja prava narava. Po pravi naravi sem nesmrten in ne morem biti prizadet. Kdo je lahko prizadet? Ja, moj ego, moj in prizadeto je lahko moje telo. In če vzamem to, kaj je moja prava narava, potem zlahka funkcioniram in potem ni več nobene potrebe, da iščem nesmrtnost, tako da bom imel prašičjo farmo in bojo tam vzgajali prašiče, ki bojo dajali jetra za zamenjavo, pa za neke rezervne dela, ker je to nesmisel. Torej, če ti avto, naše telo je kot avto in če avto je obrabljen, če ga se ne da več popravljati, ja, ga treba zamenjati, tega pa ne odpad. Samo mi to težko sprejemo, naša civilizacija to težko sprejema, zato ker večina ljudi je v okviru katoliške doktrine, pravi, torej imamo samo eno življenje, potem pa gremo gor in čakamo sodni dan, da nam bodo rekli gor ali pa dol. In to je večno. Torej, tisti, ki pa sprejemajo koncept, pa ne rečem, da je to pravilno, za meni to drži vodo, ampak koncept, da imamo več življenj, da se mi kot individualna zavest selimo iz življenja v življenje in se učimo, prispevamo duha v to zemeljsko življenje, je lažje umreti, ker vem, da bom še prišel nazaj. Jaz v šali rečem, da veliko stvari zmanjkuje mi časa, da bi se neke stvari naučil, da bi začel nove projekte in rečem, glej, to predstavljam naslednje življenje. Kako lahko razložimo to? Torej, vsi poznate cloud, torej, ki ga uporabljate v računalništvu. In tudi tisto, kar se jaz naučim, to gre v en skupni cloud, skupno zavest, torej človeštva, in tam počaka. In ko umrem, ko pridem nazaj, uporabim kodu in sem spet v svojem cloudu in lahko poberem tisto, kar sem prinesel iz prejšnjih življenj. Zelo enostavno, torej. Za mene je to ful enostavno, ne? Tako da, ali se, na tvoje vprašanje, ali se temu upirati, kar je slabo in tako naprej, torej jaz pravim, če se upiraš, krepiš tisto, čemur se upiraš. Energija sledi fokus, namen. Namen je fokus, energija sledi fokusu in če sem jaz fokusiran na nekoga, ki je zelo slab, potem ga krepim z energijo. Če sem fokusiran na nekoga, ki je dober, brez da obsojam tistega slabega, krepim tistega, ki je dober. Tako funkcionira zadeve. Torej vse obsojanje je destruktivno. Vse poznate tisti vic, ko ste umrl eden od bivših predsednikov vlade in torej naš ta v Vatikanu, kako se imenuje ta največji? Ne, papež. Ne. Rode. Ja, sta umrla in ko sta prišla v nebesa, je sveti Peter rekel, tako, ne, Rode, tebi tam ena barakica, ne, tu boš živel zdaj, predsedniku vlade, tebi pa vila z bazenom, ne, in se Rode pritoži, glej, celo življenje sem molil in dobim to. On sploh veren ni in dobi to. Ja, je rekel tako. Torej, ko si ti molil, si molil samo sam, ko je on vladal, so molili vsi. Torej, kdo je več prispeval?
so si pol dele vesoljci, oziroma pa so očitno ti, ki so prišli k nam na zemljo, niso bili dobri. Mislim, kakšna zavest je to bila, oziroma kaj je to bilo, če so nas programirali? Moramo reči, bili so dobri ali pa slabi. Bom dal primer, torej so nam prinesli znanje, so nas naučili pisave, astronomije, matematike in tako naprej, so zgradili neskončno teh stavb in vsega tega, kar so iz kamenja naredili. Istočasno smo jim pa bili torej sužni, ker smo delali za njih. Če vprašate Indice, Angleže, ali so oni zlorabljali Indice, kaj bojo rekli? Prinesli smo in naredili smo jim železnice, naredili smo jim ceste, nekaterim vsaj 200 milijonov smo vcepili torej krščansko vero in tako naprej. Torej smo jim dobro prinesli, a v resnici so jih kolonizirali, zasužnili, izropali in potem so šli. Torej, dobro in slabo, to je zelo relativno, veste, to je tako, ne? In vedno poskuša tisti, ki je v poziciji moči, ne? Tist poskuša obvladati one druge. Že v sumerskih časih je, torej zdaj berejo iz teh klinastih, te pisave na ploščica, je bilo rečeno, tisti, ki ima denar in ga sposoja, tisti je lastnik, tisti, ki si sposoja denar, je sužen. Takrat se je začelo. Oni so imeli vse izdelano in to vse danes. Z tega danes recimo nekatere kraljevske družine, se to bo počasi odpadlo, pravijo, da imajo dinastijsko pravico vladati, ker so Bogom dani. In oni so zares tiste prvi začetki teh ljudi, oni so bili mešanci med temi Anunnaki, torej biti iz drugih dimenzij in ženskami z zemlje. Nekateri so mešanci med angeli in zemeljskimi ženskami. Kdo so bili angeli? Torej lepo v Stari zavezi piše, angeli niso bili ta otročki skrilci, ki letajo okrog in jim molimo, angel, varuh moj, pridi k meni in ti nocoj, ali pa ne vem kaj vse. Angeli so bili ena od njihovih, torej z Anunnaki so prišli, njihova naloga je bila, da so čuvali, suportirali Jahvo. Jahve je bil eden od teh Anunnakijev, da ga suportirali, da so branili, da so kaznovali ljudi, po potrebi tudi ubijali. To so bili angeli, po hierarhiji, po činah so se razlikovali. Krščanska cerkev je potem v srednjem veku predvsem za potrebe marketinga angele dvignila na nebo kot duhovna bitja. V Stari zavezi, v kumranskih zapisih, v akadskih ploščicah, sumerskih ploščicah piše, kdo so bili angeli. Najbolj hudo je pa to, da so takrat, torej Hebrejci, so sprejeli enega od Anunnakijev. Jahve je bil eden od Anunnakijev in jasno piše v teh zapisih, torej, da je bil eden od Enli. Enli je množinski samostalnik, pomeni vse te vodje, ki so jim razdelili planet Zemljo, je bil Jahve in so ga vzeli potem, torej naše veliki religijski sistemi so Jahveja vzeli kot osnovo za Boga. Torej Jahve ni bil Bog, Jahve je bil duh, lokalni Bog, ne pa tisti pravi transcendentalni Bog. To ne pomeni, da Boga ni, ampak da Jahve ni bil Bog. Ampak povejte to Židom danes, ne? Pa vas bodo obtožili, da ste proti njim. Čeprav tudi, ko sem iskal za knjigo vire, sem naletel na nekatere židovske predavatelje po univerzah po svetu, ki pa že postavljajo to pod vprašanje. In Jahve je bil, mimogrede, Jahve je bil vojaški vodja, tako ga tudi v Stari zavezi opisujejo. Jahve je zbral ta hebrejska plemena skupaj in jih je vodil proti obljubljeni zemlji Kanaan. Torej, veste, kaj je zapisano v Stari zavezi in na klinastem pismu? Da je Jahve ukazal, ko so prišli v državo Kanaan, to je sedaj Izrael, Sirija in ta del,
ubijte vse moške, vse ženske, vse otroke in vse živali, da mi pridemo kot čista rasa v to. Torej, to je Jahve naredil. Danes bi bil v Hagu, ne? Torej, ampak takrat se je tako tudi živelo, takrat so tako tudi delali, ne? Torej, Jahve je dal neusmiljeno kaznovati po zapisih, seveda tega si nisem jaz mislil, je dal kaznovati ljudi, če so bili neposlušni. 10 božjih zapovedi. To je 10 vzeti iz 600 in nekoliko pravil za obnašanje, ki jih je napisal Jahve za svoje pleme. In torej 10 božjih zapisov ni napisano kot neke moralne vrednote, ki se jih mora cel svet držati, ampak samo za njegovo pleme. Torej, ne ubijaj, ne smeš ubijati ljudi iz mojega plemena, druge lahko, ne kradi žene. Takrat je ženska bila kot tržno blago, kot žival, in so jih lahko, moški je lahko, če je bil dovolj močan, šel v sosednjo vas, ukradel ženo in jo dal na ramo, in če se je branda, je še pretepil in prinesel domov. Torej, niso smeli krasti ženske znotraj plemena in tako naprej. Torej, teh 10 božjih zapovedi, ki v resnici niso božje, ampak so Jahvine, in potem se je to prijelo po celem svetu kot neka pravila, morale in ne vem, načina obnašanja, ne? Torej to. Malo si preberite, no, da boste videli, jaz vam navajam vire, na katere se referiram, od, ne vem, knjiga Enoha, recimo, imate v slovenščini velike knjige, veliko teh knjig, ker vam to vse piše. To so, namreč, kaj je Mauro Biglino ugotovil, da zapisane stara zaveza v stari hebrejščini in v stari grščini pozneje, ker so to prepisovali, da so ti zapisi bili zapisani tako, da med posameznimi besedami ni bilo presledka in niso imeli samoglasnikov, tako da si je tist, ki je bil dovolj učen, je lahko to bral, ker tam niso mogli vsi to brati, si je samoglasnike sproti noter delal in je lahko prevajal tako, kot je hotel. In ko so to dobili v roke hebrejski, torej teologi, ker so izhajali iz tega, da ni bilo več bogov, ampak samo eden, so teološko priredili staro zavezo. Z tega je Mauro tudi izgubil. Prosim? Ja, pa sej, če pogledate, ne, torej, vse družbe, odkar obstaja kakršnekoli zapis ali pa vedenje v človeštvu, torej vladajoča struktura vedno želi imeti nadzor, manipulacijo nad ljudmi. In zdaj, vojaške diktature lahko trajajo 20 let, 30 let, 50, v najboljšem primeru. Religijski sistemi obstajajo, ajde začnemo 500 let pred našim štetjem, recimo, ne, pa potem krščanstvo, še vedno obvladujejo svet in se niso niti malo zamajali. Torej, obvladujejo, na kak način? Ja, kaj je potrebno? Prvo mi je treba povedati, da ste grešni. V stari zavezi ne omenjajo nikjer niti ene besede greh. Greh je uvedel sveti Pavle, pa ga je potem so Toma Akvinski, pa še nekateri te so potem to prilagodili, da smo grešni. Ker še ti povejo, ženski povejo, ti si grešna samo zato, ker si ženska, to pomeni, da jaz kot moški imam pooblastilo nad tabo, jaz te lahko kontroliram, jaz ti lahko povem, kako se moraš obnašati, ker ti si grešna, jaz pa ne, ker si moški. Potem vam morajo povedati, torej, ker ste grešni, se morate izkupiti. Izkupite se pa lahko samo tako, da spoznate Boga, ampak ne smete ga sami, morate preko mene. Torej, službo imajo, ne? Ker jaz ločim. Torej, eno je, torej, vsi te sistemi so narejeni kot religijski sistemi. Religare pomeni ponovno povezani z Bogom. Yoga je isto tako sistem, ponovne povezave. Yoga je povezava. In ker ti sistemi, ker so ljudje
prenizki stopni zavesti, jih morajo sistemi religijski funkcionirati kaj na sistemu vere. Vera pa pomeni, da nimaš spoznanje Boga, ampak verjameš, če boš upravljal vse zakramente in ne vem kaj vse, da ti bo omogočeno, da ga spoznaš. Ne? In tisti, ki imajo potem izkušnjo božanskega, gnozo, so gnostiki, oni ne rabijo več biti verni, oni so religiozni. Probajte to svojem župniku doma razložiti, pa boste videli reakcijo. Torej, boste dobili smrtni greh, ki se ga ne boste rešili še 3 življenja. Ja. Ampak tako to funkcionira. Ti si. Ja, jaz sem na vrsti, jaz bi zdaj pa povabila, ker si ti v takem žaru, mogoče še koga izmed vas, da bi kaj vprašal, da se tako ponovno povežemo in izkusimo tudi, kako biti religiozni. Lažje vprašanje. Ja, lažje vprašanje, prosim, kvija. Mislim, prav gotovo vas kaj zanima? Veš, kak rečejo? Na butasto vprašanje, butast odgovor. Ne, hecam se. Ja, vprašajte kaj, ja. Ne, mislim... Pa ne bojte se vprašati čisto nič, mislim, kako bi rekla, pri taki težki temi, ljudi nas tako rata strah, da bomo kaj vprašali butastega. Veš, to si dobro zdaj povedal, oziroma povezal, nič ni butastega, vse, kar človek vpraša, je dobro, ker odpira. Za tiste, ki niso danes tu, je butasto že to, kar jaz govorim, tako da naj vas ne skrbi. Jaz včasih rečem, joj, da me mama vidi, kaj govorim, ne? Mislim, jaz... Ja, izvolite. Jaz sem sicer pošla, zdaj sem šla do 1/3 knjige, ne? Sem zelo uživala, ker se mi je zdelo vse tako znano, ker si napisal. Seveda si se ti koncentriral samo na ta planet, ne? Ja. Anunnakije, ampak ne vem, te majevske kulture, pa stari Egipt... Ja, sem prej povedal, ne, da na njih se da to tudi, torej, ko so Anunnaki prišli na zemljo, so zemljo razdelili nekaterim tem vladajočim. Torej, eno je dobil Jahve, ta bližnji vzhod, Egipt je dobil drugi, tam v Ameriki je dobil Virakoča, pa je dobil so Kitajcev, en na Kitajskem, pa en v Indiji in tako naprej. Ne? Ampak, da bi se v to spuščal, bi moral veliko knjig napisati. Ne? Moj namen ni tle popolno razlago dati, ampak da na nek način spodbudim ljudi, da začnejo razmišljati in potem bo nekdo to nadgradil in bo napisal še kaj več. Eni ljudje več, se jaz dobim maile, v katerih mi napišejo, ja pa zamerim ti, ker si pozabil tam na Kitajskem tega pa tega. Ja, valjda pa še 5000 takih sem pozabil, ne? Torej ne moreš vse napisati. To je samo nek okvir, ja, nek okvir, ki pa, kot sem rekel vodoma, uradno znanstveno ni potrjen, ne? Ker znanstveniki imajo zelo enostavno, torej odkot je sumerska civilizacija se ustvarila v trenutku, to se je zgodilo, ne? No, čistko ne, mislim, mi pač empirično gledamo, tam so naše te ploščice in po tistem nekako zlagamo skupaj in je veliko lukenj, se to zdaj že znanost tudi priznava. Lukenj je veliko, ja, lukenj in to, kar jaz razlagam, pa še drugi, recimo Sitchin, pa Mauro Biglino in tako naprej, pomagajo zapolniti te luknje in je velika verjetnost, da je nekaj od tega res. Ali je to res? Jaz ne dam roko v ogenj. Ampak verjemite mi, ko sem pisal, mene so vodili v regresije, da sem to doživljal in to notri. Imel sem stike, kot sem pisal, z nekaterimi entitetami, ki so prihajale, me blokirale in tako naprej. Torej sem globoko ugriznil v to in tega seveda normalen človek, ki se s tem ne ukvarja, ne doživi nikoli. Ne? Ampak jaz sem moral na sebi delati več kot pa pisati. Ravno tako, kot sem pisal knjigo Magija, veste, kaj se je meni vse dogajalo, to je bilo noro, kaj se mi je vse dogajalo tam noter. Jaz sem nekatere starodavne tehnike, ko sem pisal knjigo, 1 leto sem vsak dan treniral, da bi lahko sebe razvil do te stopnje, da sem dovolj čist in da sem dovolj zavarovan pred vsem
tem in da se znam nositi s tem, ko se pojavi neka težava. Ampak vam tega ni potrebno. Vi preberete, za vas je lahko ta knjiga narodna zabavna vsebina, lahko je zanimiva za brat, lahko imate odklonilno stališče do nje, lahko se najdete v nje. Torej, čisto za vse ljudi je napisana. Torej, vsak najde vsaj nekaj za sebe lahko noter. Tako kot dnevni horoskop, ki ga preberete v Zeitungah, velja za čisto vse ljudi, za 8 milijard ljudi na tem svetu, ker vsak najde vsaj eno črko pravu za sebe in pravi, ta je pa dobra, ki je to napisala. Glej, zadela mi je. Se veste, kak je to privedeževalka? Torej, če vam pove nekaj in vam zadane 20% tizga, kar je ni hudič, da vam ne bo zadela, rečete, ful je dobra. Ful je dobra, le, kaj mi je zadela, a oni 80% sploh ne vidi, kar je zgrešila. Veste, ko pride tip k vedeževalki in potrka in ona pravi, kdo je? Pravi on, tu že ne grem, ker če bi bila prava vedeževalka, ne bi vprašala, kdo je, bi vedela. Jaz bi rada samo dala en klicaj. Slišali ste izjemen odgovor. To, kar je zdaj Marjan povedal, to je res, res zavesten, visoko zavesten odgovor, ker se je vsak lahko našel noter in se pravi in s knjigo, in z vesoljci, in z vsem, kar pač razmišljate in jaz. Hvala ti. Jaz ti še enkrat ploskam. Seveda, gledajte, moja prednost je v tem, da jaz ne odgovarjam nobeni akademski skupnosti, nobenemu. Antropolog, ki predava na univerzi, če bi kaj takega napisal, tvega obsojenje kolegov, stigmatizacijo in ne vem kaj vse. Torej, so v resnici znanstveniki pogosto omejeni s tem, da so ujeti v to znanstveno, bi rekel, srenju notri in jih ocenjujejo potem in se ne upajo povedati. Razen, če živite v Srbiji, zanimivo, jaz spremljam to sceno, ker vse živo spremljam, v Srbiji se upajo izpostavljati s takimi temi znanstveniki, profesori na univerzi, torej se upajo, pri nas tega ni, pri nas se s tem ukvarjamo samo mi, amaterji. Ja, res, dol si upajo vse povedati in tudi take nekatere zadeve. Zadnjič sem poslušal o ketonski dieti, enega predava na medicinski fakulteti, doktor znanosti in ena diskusija je bila iz Beograda tip in jim je povedal, to je tako pa tako pa tako in jaz se tega držim in to preverjam in to drži. Vsi oni drugi so rekli, odkot ti znanstveni dokazi? Je rekel, ne rabim jih, to deluje. In tak je tudi, jaz sem v športu deloval dolgo, gledajte, športnike ne zanima nekaj, kar naredimo znanstveno dokazano, njih zanima samo rezultat. Če je nekdo boln, ga ne zanima nič drugega kot samo rezultat, a je to znanstveno ali ni znanstveno, na koncu koncev ga ne briga. Seveda, pri tem zdravljenju bi se lahko pogovarjali zelo dolgo in ampak se ti ne zdi, da smo v Sloveniji kljub vsemu, kar dosti se odpiramo in tako. Vsaj jaz, to kar jaz ta leta gledam, vidim, da je odpor, ampak ni pa tak strahoten. Dosti se odpiramo, smo recimo že v 2. razredu osnovne šole, ostali so pa v 1. letniku gimnazije. Toliko o odpiranju. Torej smo najbolj zaplankani v Evropi, definitivno. Definitivno, najbolj zaplankani v Evropi smo. Pogledaj po čemerkoli, torej o tem, kaj se piše, o tem, kakšne knjige izdajajo, o vsem tem. Torej pri nas redko torej spoznaš zdravnika, ki se upa izpostaviti pa nekaj povedati. Čeprav hodijo tudi v šolo. No, evo ti. Dej plus zapiš tam, da ti ne vem. Ja, torej zakaj je to? Zaradi tega, ker je to nesprejemanje. Sem pa slišal, torej najprej ta, kako se že piše, Brecelj recimo je nekoč izjavil leto 2 nazaj, da vsi mi, ki delamo to, kar počnemo, to javno na televiziji povedal, sem ga poslušal, da je naš edini namen, da zlorabimo ljudi, da jim poberemo denar.
to ni fair, ne? To najprej ni fair, ker ne pozna našega dela in tako naprej. Potem je pa prejšnja, torej, kako se reče, direktorica zdravniške zbornice, je pa rekla, ko so jo vprašali o tem, je pa rekla pa zelo pametno, mi ne poznamo tega in ne moremo razložiti. To je pa fair. Mi tega ne poznamo. Ravno tako kot jaz ne poznam kirurga in ga ne morem komentirati. Ne? Torej, to je fair. Ne? Tu se neke stvari premikajo, ampak se ne upajo. Ampak tudi v šoli za bioterapeute, v kateri jaz predavam, prihajajo zdravniki in se šolajo. Seveda, ker to znanje jim je dodatno znanje, da lažje razumejo človeka, da potem delajo kot zdravniki bolj kvalitetno. Se za to gre, se nič drugega. Ne? Tisti, ki pozna recimo kitajsko medicino, tradicionalno kitajsko ali pa tradicionalno indijsko medicino, tisti lažje razume človeka, kako deluje človek, kako deluje znotraj odnosov, kaj se dogaja z njim zaradi različnih načinov prehrane in tako naprej, torej lažje dela kot zdravnik, seveda, jasno, vse to je logično. Ampak bi jim pa radi povedali, da ne smejo tega početi, ker je to manj vredno, ker je to mazaštvo. Ne? Ampak zdaj bo izpadlo, kot da se jočem. Ne, jaz zelo dobro sodelujem in z zdravniki in z vsemi. Seveda, če sodeluješ z nekom, moraš najprej povedati, spoštujem te, spoštujem to, kar delaš in sprejemam, da upravljaš svoje delo. Jaz pa upravljam svoje delo in dajmo se pogovarjati. Nekoč je, ko smo pripravljali zakon o zdravilstvu, smo se pogovarjali na eni krogli mizi na gospodarski zbornici, takrat je bil doktor Remškar ali primarij, ne vem točno kak naziv ima. In je rekel, sej, o tem se nimamo kaj pogovarjati, ker to ne obstaja, če nekaj ne obstaja, potem se nimamo tudi s kom pogovarjati. Pa sem mu jaz povedal, gremo dati izhodišče, izhodišče pa je, človek je telesno, energijsko in duhovno bitje, potem pa znotraj tega najde medicina svoj del, terapeuti svoj del in župnik svoj del, če hočete. Torej vsi imamo dovolj za delati na tem področju, samo če vzamemo celostno, holistično. Ta pogled nam manjka, torej, da nismo samo ozko specializirani. Ne? Ampak to velja tudi pri terapeuti, s katerimi se vi sigurno srečujete. Tisti terapeut, ki pravi, jaz svojo metodo zdravim določene bolezni, ne rabite zdravnika in tako naprej, tistega že biksa. Nihče ne zdravi. Mi samo pomagamo najti vzrok, vodimo skozi procese, ozaveščanje, s tem se okrepi imunski sistem in se zgodi proces samozdravljenja. To je bistvo razumeti, ne? In nišče pravzaprav na zdravi. Jaz vsakemu rečem, jaz nič ne delam, razen da ti pomagam najti vzrok, razen da ti to razložim, da te ozavestim in te peljem skozi proces in podprem z energijo. Ja, kak ne delate? Ne delam nič namesto tebe. Torej, koliko si ti sposoben dojeti, razumeti, tvorno sodelovati, se spreminjati, toliko te jaz lahko podprem. Vse drugo je, rečejo Hrvati, drži vodo, dok majstori odu. To pa poznate, ne? Imate vodovodarje vsi. Ja, to je to. Torej, nič, to je simptomatsko zdravljenje, ki blaži simptome ali jih pa odpravlja. Ampak tudi to potrebujemo, saj če tudi mene, sem imel vnet zob, me je tako bolelo, sem mislil, da bi bom z glavo tolkel v zid. Kljub temu, da sem po naravi trmast, sem vzel 2 tablete, simptomatsko, ampak me je nehalo boleti in se počutil srečnega kot ne vem kdo. Ne? Ker ko te boli zob, takrat ne moreš sam sebi pomagati, zaradi tega, ker bolečina požre vso energijo. Koliko god je imate, ne? Tako da... Lahko še nekaj o genetski strukturi vprašam, ker zdaj Homo sapiens je mutant, ampak ki je podoben Anunnakijem, ker so se lahko... Definitivno imamo z Anunnakije, ker imamo podobne gene. Zaradi tega rečemo, da so Anunnaki humanoidna bitja, ker imamo podobne gene.
Torej, a živijo na Zemlji tudi bitja, ki so pa genetsko popolnoma drugačna in jih mi ne vidimo, ne prepoznamo? Torej, na Zemlji, na tem prostoru, torej prostorsko gledano, vendar dimenzijsko različno, je polno različnih entitet, biti, torej, ki imajo svojo zavest. Kaj je bitje? Bitje je nekaj, kar je organizirano, ima energijo, ima zavest in potrebo, da se razmnožuje, da se širi in tako naprej. In takih biti je veliko, to so različne entitete in lahko rečemo, v tem pišem bolj v oni knjigi Magija. Nekatere entitete potrebujejo energijo ljudi ali živali in se zalepijo na nas in nas izčrpavajo. Nekatera so pa samozadostna in ne potrebujejo naše energije. Sobivajo z nami, ne mešajo se med nas, ampak včasih pridemo v kontakt, predvsem otroci, kot so majhni, po noči in tako naprej, in imajo sporočila za nas, nam včasih pomagajo, nam dajo odgovor. Nekatera bitja so pa tudi, lahko bi rekli, zlobne v tem smislu, da nas posedejo, požrejo našo energijo, se hranijo z našo energijo, ampak zloba je relativna, torej one niso zlobne, one se borijo za preživetje, razumete, in kot taka. In ta so pa še ena, s katerimi se jaz včasih srečujem, to so bitja, ki se sicer ne morejo inkarnirati v zemeljsko življenje, se pa vsadijo v človeka in preko človeka, preko njegovih čutil doživljajo izkušnjo življenja na zemlji, vplivajo na človeka, na njegovo obnašanje, včasih tudi na psa vplivajo, torej se tudi psu tako naredijo. In eksorcizem pa pozna taka bitja, ko jih prepozna, da so hudiči, in jih potem s procesom eksorcizma, molitvami in vsem skupaj se jih poskuša znebiti. Recimo, eksorcizem je tipičen za katoliško cerkev, v pravoslavju, pravoslavje pomeni prava vera, tista izvirna, krščanska, v pravoslavju pa pravijo, najboljši eksorcizem je, ko človek dvigne zavest, postane bolj human in etičen, sočuten, takrat hudič nima kaj delati, gre sam proč. V resnici ta bitja, zdaj smo malo zašli iz te teme, ampak kako pa človek ve, če se nekdo prisesana? Bom odgovoril. Torej, v resnici oni na nek način, ta bitja, ki so takšne narave, da potrebujejo naše energije, nekateri temu rečejo tudi elementali, torej jih je veliko različnih vrst, rabijo našo energijo nižjih vibracij. Kdaj ima ženska nizke vibracije, da se ji ta entiteta zalima za maternico? Ko obsoja moškega, ko ne sprejema sebe kot žensko, ker je bila prizadeta, zlorabljena ali karkoli, je na nizkih vibracijah in ta entiteta pride in papa lepo, malca. In nagovarja žensko, daj se še jezi na tvojega, da imam jaz kaj jest. Torej, verjemite mi, 30-letne izkušnje, ko se ženska osvobodi obsojanje moškega, ko razreši vse s sabo, sprejme sebe kot žensko, kot dovolj dobro, kot ravnopravno, ta entiteta gre sama. Verjemite mi, tu imam izkušnje, zelo veliko izkušenj in na tak način se rešujemo. Sicer tudi danes, torej današnji sodobni način odpravljanja teh entitet je, ko ustvariš najprej pogoje, da nimajo več kaj jesti, potem jih pa odpraviš ne na silo, te na silo tehnike so zastarele, to imajo še samo v Vatikanu, ampak bitje pogledaš, kaj to bitje želi, kaj želi vsak človek. Biti viden, torej vidim te, ko te vidim, ti dajem energijo, sprejemam te in prosim, da zapustiš moje telo, ker si moteč in bitje gre. Kako si me vprašal ugotoviti to? To je podobno kot, če meni računalnik se obesi
kako lahko ugotovim, da ne dela dobro, tako da ga nesem na servis. Si razumel? Ja, torej, nekateri ljudje smo zato izšolani, nadarjeni, da lahko to prepoznamo in da lahko to tudi odpravimo. Če vam vedeževalka reče, vi imate nekega hudiča napopanega na sebi, potem vam bo in reče, vi rabite nujno pomoč, jaz pravim tako, tisti, ki zna ugotoviti, zna tudi odpraviti. Ne? Tisti mehanik, ki vam zna ugotoviti, zakaj vam motor slabo dela, ga zna tudi popraviti, drugače ga pa zamenjajte čim prej. In če vi hodite k nekem terapeutu 2 leti, pa še nič niste rešili, ja, zamenjajte ga, čim prej ga zamenjajte. Ja, izvoli. Imam eno vprašanje. Če ste omenjali svobodo, ne? Ja. Programe, da smo nesvobodni Ja. zaradi programov. Moje razmišljanje je zmeri bilo na način, če se nekdo zelo, če postane finančno svoboden, Ja. če ima čisto srce, da potem ima polno moč tudi druge ljudi okrog sebe. In mi je zdaj zelo zanimivo to, da je to še vedno program, ali lahko mogoče malo več o tem. Ja, programa se je treba znebiti. Ne? Program je kot aplikacija v mobitelu, ki je naložena in ima svoj algoritem. Eno je program, algoritem je pa postopek, po katerem se nekaj izvaja. Tehnološki program oziroma aplikacija, algoritem je kavni avtomat. To je popoln program. Vržete denar, pritisnete gumbe, vam vrže ven kavo s sladkorjem, brez sladkorja, z mlekom, kakorkoli. Biološki algoritmi so tisti, ki so preživeli evolucijo. Torej, preživeli so samo tisti, ki so bili nosilci tega algoritma dovolj pametni, da so preživeli. In te biološki algoritmi, torej, ves čas se izpolnjujejo. Ne? In zdaj, mi smo večinoma programirani na tiste stvari, ki nam olajšajo življenje. Cela podzavest, cel avtonomni živčni sistem, simpatikus, parasimpatikus, ki upravlja s vsemi organimi in z vsem, ima programe. Si predstavljate, kak dober program mora biti, o tem verjetno nišče ne razmišlja. Kak dober program mora biti v moji podzavesti, da ko jaz nekaj pojem, da dobi v želodec, pride sporočilo, aha, jetra ve, dajte to za prebavo, trebušna slinavka daje to, to se bo naredilo v želodcu, ona druga faza se bo v tankem črevesu in potem v debelem črevesu in na konci na školjki. Si predstavljate? Ampak to sem zelo enostavno povedal in to je tudi tako. Kakšen program mora biti, da pri večini ljudi, ko ga nekdo trigne, da mu nekaj pove, kar ga užali, da njemu trenutku hormonski sistem odreagira, lahko tudi stresni odziv, da se dvigne krvni pritisk, da je kri povsem drugačne strukture. Povsem drugačna je, ne? Torej, to preberite si Brusa Liptona, biologa, ki razlaga, kako on ustvarja nove celice, nove mehanizme človeških celic, tako da v kri, ki ga obkroča v to tekočino, samo menja parametre in organizem naredi kost ali pa naredi jetra ali pa se geni odzivajo na drugačen način in ustvarjajo nekaj, kar nas zdravi, kar nas dela srečne, torej dobimo hormone sreče ali pa nam povzroča težave. Torej, zelo enostavno, ti programi so tisti, ki so dobri, imamo pa neke programe, ki pa niso dobri. Torej, če jaz tudi recimo program, da vozim avtomatsko avto, to je program, ki je zelo dober, algoritem, zelo dober in vozi in mi omogoča, da ko vozim, lahko telefoniram, lahko pišem, lahko se pogovarjam, lahko kadim, vse to, zdaj, ker je to program, ki gre avtomatsko. Začetnik, ko gre v avtošolo, a lahko on bere sporočila, pa to ne more, ker ni v stanju, ker zavestni del je preslab. In zdaj, če mi ugotovimo, da imam program, ki ni dober za mene, ga moram spremeniti. Zdaj to preveč zahtevno, da bi vam zdaj te govoril. Preverite si neke moje druge knjige, pa Dispenzo. Torej, če sem jaz se vedno
kadar ni bilo po moje jezen in se jezim, in če ugotovim, da je ta sistem škodujem, da to škoduje mojemu zdravju, predvsem pa mojim odnosom, ne, s partnerjem v službi, kjerkoli, potem moram stati na žogu, bi rekli nogometaši, in moram ugotoviti, kaj to je, ali sam, nekateri ljudje so sposobni sami, in potem se tega osvobodim in začnem graditi novo aplikacijo, da se ne bom več jezil, da bom sočuten in tako naprej. Kajti možgani so tako narejeni, ne glede na, ali imate 5 let, ali imate pa 100, da vsaka izkušnja, čustvena, fizična, mentalna, ustvarjajo nevronske mreže, ki podpirajo ta algoritem, to navado, ki sem jo ustvaril. In zdaj, če velikokrat ponovim to, da sem sočuten, da te objamem na mesto, da sem jezen in tako naprej, ustvarjam novi algoritem. Razumete? To je zelo na hitro. Jaz vem, da ne da se tukaj tako na hitro vse povedati, to mogoče bo Zvezdan več, ampak... Ne. Jaz bom zdaj tale objem, si mi dal istočnico, da tak naredimo en tak energijski objem, en energijski aplavz. Prostor je majhen, Marjan ima tle knjige, jih boš podpisoval, ne? In tudi verjetno še odgovarjal, če kdo kaj želi vprašati. Predlagam pa seveda Primusu, da enkrat v Ljubljani najamete večji prostor, pa da se res lahko posvetimo vsi skupaj, ti predvsem svojim publiki. Meni to ni problem, jaz imam v glavi en takšen aplikacijo montirano, algoritem, ki to podpira, in to samo speljem. Se vidite, da se zakurim, ko bo dala, ko govorim. Zato tega, ker je to moja služba. Ampak v šoli za bioterapeute 7 šolskih ur tak predavam, z 2 pauzami 15 minut. Tako da, najlepša hvala, en velik aplavz. Nisem ti dal Bog mi kaj do besede, ne? Ja, sem pa mislila, kdaj skočim in vprašala. Če bi bila moja žena, bi vedela, da do besede težko prideš, ne? Kar je tudi namen, se to je bil danes tvoj večer. Ja. Ne lahko podpišem, če ima kdo za podpisati, drugače pa fajn se imejte, lepo, da ste poslušali. Hvala. Mislim, da tukaj ima en gospod, tam sprašuje. Ja, prvi bi rad rekel, da naslednjič najboljši organizator najame dvorano v Stožicah. Vprašanje pa sledeče, da se vrnemo malo na tematiko knjige, ki jo boš te verjetno predstavljal. Jaz jo imam, in že se prije pošljata in posilil za zdravljanje medicino. Tematika mi je precej znana, sprednja Mauro Biglino se reče. Mauro Biglino. On pravi, da so oni sicer fizično izginili z tega planeta, ampak da iz ozadja vodijo, še vedno vlečejo niti. Mene zanima slišati tvoje mnenje, ker ti imaš sposobnosti, ki jih Mauro Biglino nima, to sem jaz doživel na lastnem telesu, tako da lahko vsem zagarantiram, sem bil 2-krat na Ižu, 3-krat. Me zanima, če ti, če ne hočeš seveda izdati, če ti vidiš oziroma čutiš ta njihov nevidni vpliv teh Anunnakija. Definitivno, torej en del tega vpliva Anunnakijev je, kot sem prej omenil, oni so se parili z ženskami, torej adamitskimi so rekli temu, ne, pa angeli so se parili. Drugo pa je, kot o tem pa David Icke piše, ne, pa da vplivajo na nas iz nekih drugih dimenzij. To vam dam lahko potrditev, ampak to je samo ena. Recimo, moja hčerka vodi eno šolo z nekimi vibracijami. Ta zadnje predavanje je pomočnica, ki vlada v nulo vse računalništvo in vse je želela z interneta prenesti neko slipko. Miška ni delala, tipkovnica ni delala, nič ni delalo. Jaz pogledam, ena entiteta se je naselila in je zablokirala računalnik. To se tudi meni dogajalo. In David Icke pravi, da lahko napredne civilizacije, ki so tehnološko bolj napredne od nas in tudi umsko drugače, torej imajo više sposobnosti, lahko vplivajo na nas, komunicirajo preko nas in da so sposobne se že povezovati z umetno inteligenco in vplivati na naš svet.
Drugače pa v tem bi si lahko brali tudi, torej, da te svetovi skrbijo za nas, da lebdijo nekje, da posegajo v recimo par takih trenutkov, navajajo, ko je skoraj, ker je že bil pritisnjen gumb za atomsko orožje, pa so zablokirali vse in tako, ne. Definitivno je tega več, kot si mi mislimo, ampak o tem lahko začneš razmišljati in se sekirati, ko vse pospraviš pri sebi, ko te nič več ne jezi, ko nisi več užaljen, ko imaš dobre odnose, ko se pravilno prehranjuješ, ko imaš življenjski slog, ki je koliko toliko dober, takrat pa lahko začneš. Ampak dokler se ti jeziš, če vstopaš, torej ljudje, ki vstopajo v druge nevidne dimenzije, bom rekel, v kvantni svet, tam se srečujejo s tisto energijo, ki jo prinesejo. Torej, če sem jezen, se srečujem z agresijo, če sem sočuten, se srečujem s tem. To je, veste, to je ena taka zadeva, ki jo težko razumeti in vsak dan se nadobudneži, ki se naučijo delati z energijami, nekaj malega, z nihalom, vstopajo v te svetove, se zaciklajo in imajo ful težave. Ne? Torej, to ni nekaj, kar bi splošno priporočal. Ja, vendar se moraš poučiti, moraš vedeti, kaj delaš in torej se znati izvleči iz tega, pa imeti še, kar imamo mi, terapeuti, še nekoga, kolega, ki ga lahko, kadar ne vidiš rešitve, pokličeš pa rečeš, prosim, poglej mi. Ja, še to moraš imeti, ker drugače so te zadeve nevarne. Sploh pa so nevarne, kar je pogost pojav v naši družbi, ker je to zelo zanimiva dejavnost, tu je veliko denarja, da gre na 2 vikend tečaja in potem obesi tablo terapeut, bioterapeut ali karkoli in zdravi vse, spisek 50 bolezni, ki jih zdravi. Ne? To je bolj tako. Ne? Čeprav z druge strani pa taki, ki nimajo sposobnosti, ne morejo narediti koristi in tudi ne škode. Yes!